Slovenska vlada danes na izredni seji sprejema proračunske dokumente za prihodnji 2 leti. Prihodnje leto naj bi proračunski primanjkljaj znašal 2,9% bruto domačega proizvoda, leta 2015 pa 2,4%. Prihodnje leto vlada načrtuje dobrih 8 milijard evrov proračunskih prihodkov, kar je pol milijarde več kot letos. Pri tem je že upoštevala davek na nepremičnine, od katerega si obeta 216 milijonov evrov prihodkov. Proračunski odhodki bodo za 10 milijonov evrov višji kot letos in bodo znašali 9,6 milijarde evrov. Vlada namerava najbolj varčevati pri izdatkih za blago in storitve, med drugim se zmanjšujejo tudi subvencije podjetjem, transferi posameznikom in gospodinjstvom pa bodo ostali na približno enaki ravni kot letos. S proračunom za prihodnji 2 leti se je naša država dokončno poslovila od ambicije, da se sama izkoplje iz krize, meni prvak SDS-a Janez Janša. Zato vladi svetuje, naj to nesposobnost čim prej prizna, se s tem sooči ter mednarodne institucije zaprosi za pomoč. Z odlašanjem bo cena vsak dan višja, pogoji za Slovenijo pa ostrejši, opozarja. V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin septembra zvišale za 0,3%. Na inflacijo je najbolj vplivalo gibanje cen v skupinah obleka in obutev ter rekreacija in kultura. Inflacija na letni ravni je dosegla 1,4%, ob zaključku glavne turistične sezone so znižale počitnice v paketu, ki so se pocenile za skoraj 15%. Pri septembrskih podražitvah so izstopale še višje cene cestnega potniškega prevoza, osebnih predmetov, cvetja in izdelkov za vrtnarstvo ter tekstila za gospodinjstvo. Pri pocenitvah pa cenejši letalski prevozi, izobraževalni tečaji in trda goriva. Osrednja tema današnje prve popočitniške seje Mariborskega mestnega sveta je rebalans proračuna. Predlog predvideva 100 milijonov evrov prihodkov in odhodkov. Takoči prihodki občine bodo znašali 94 milijonov evrov, 6 milijonov je lanskega presežka. Rebalans je sicer za 3 milijone nižji od proračuna, ki ga je pripravila prejšnja uprava. Ne predvideva najema kredita, so pa iz njega črtali investicije v novo fiziatrijo in obnovo dvorane Tabor, medtem ko bo šole in vrtce občina vzdrževala iz prostih likvidnih sredstev. V rebalansu je za investicije na voljo le 3,6 milijonov evrov. Občina naj bi letos za lastno delovanje porabila 24 milijonov evrov, kar je 4,7 milijona evrov več, kot je to predvideval proračun. V rebalansu je okrog 900 tisoč evrov več denarja namenjenega za socialne zadeve. Cene naftnih derivatov se bodo opolnoči znižale, bencin se bo pocenil za 3,9 centa, dizelsko gorivo pa za 4 cente. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo tako treba po novem odšteti slab €1,5, za liter 100-oktanskega bencina pa 1,47 evra. Medtem ko bo liter dizelskega goriva od torka stal 1,37 evra. Znižala se bo tudi cena kurilnega olja, po novem bo za liter treba odšteti dober evro, kar je 3,7 centa manj kot doslej. Pri Mariborski študentski organizaciji so tudi letos ob začetku študijskega leta za novince pripravili priročne mape z informacijami, ki jih bodo potrebovali za uspešen študij in kakovostno preživljanje prostega časa. V oktobru bodo študenti prvega letnika lahko obiskovali številne dejavnosti, vse leto pa bodo imeli na voljo pomoč študentov, tutorjev. Potem, ko so se v mariborskem nogometnem klubu včeraj sporazumno razšli z Antejem Čačićem, je novi trener vijoličastih postal Ante Šimundža. Za zamenjavo so se odločili zaradi slabih nastopov Mariborčanov na državnem prvenstvu, pika na i so bili poraz proti Zavrču, neodločen izid proti Rudarju in sobotni poraz v Kopru. Ante Šimundža v Ljudskem vrtu ni nov obraz, saj je v Mariboru preživel večji del športne kariere. Prejšnjo sezono je bil glavni trener pri Muri, po izpadu iz prve lige pa je letos prevzel drugoligaško ekipo Aluminij iz Kidričevega. Šimundžo že ta teden čaka pomemben izziv. Pred mariborskimi nogometaši je druga tekma Evropske lige, ko se bodo v gosteh pomerili z angleško ekipo Wigan Athletic. Moji načrti so enostavno takšni, da čim prej stabilizirati ekipo, čim prej povrniti voljo po zmagi, zmagovalno mentaliteto in ambicioznost dvigniti v tem trenutku na najvišji možni nivo. Pomočnik sem bil seznanjen v to, da je Maribor trikrat zabranjena v Ligi Evropa, da je ekipa odrasla, da je ekipa zrela, da ekipa ima dosti več izkušenj na športnem tekmovanju oziroma v težkih tekmah.
tako kot je Zlatko dejal, temelje smo gradili tega skupaj, ekipa je pa zdaj na teh temeljih že nekaj časa gor. Pomeni, da je tu en plus, vsekakor kljub temu, da poznam večina igralcev, da dobim izkušene, bom rekel, zrelejše fante oziroma moške. Še vreme. Po noči se bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji zjasnilo, drugod bo oblačno in po večini suho. Zelo hladno bo. V torek bo na Primorskem precej jasno, še bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, popoldne pa se bo delno zjasnilo. V severni Sloveniji bodo možne posamezne plohe, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V sredo in četrtek bo precej jasno. Danes v dnevniku televizije Maribor. Na Ptuju se je začela težko pričakovana gradnja osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami. Kljub slabemu vremenu so opravili trgatev najstarejše trte na svetu. Letošnja bera 109 grozdov. Ob tednu rekreacije na RTV Slovenija preverjamo, koliko ljudi se v Mariboru ukvarja s športom. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.